Bi lahko rekel, da ti je šport dal to, kar si od njega pričakoval, to samozavest, osebnostno izgradnjo? Jaz se iskreno od športa nisem nič pričakoval, ker nisem vedel, kaj se spuščam. Mi je pa dal izjemno veliko. No. Končal si faks in začelo se je neko novo življenjsko obdobje. In šel si v posel. Je prišel do mene tudi nekdanji fizioterapeut Grega in takrat je rekel, da te 3 dni časa, malo razmisel, prespi in se odloči, ali bo šel to zgodbo z menoj ali ne. Samo čez 2 uri napisal SMS, gremo v akcijo. Ti govoriš tudi mlajšim, se ti zdi, da te drugače razumejo, gledajo, opazujejo? Sem nagovoril v enem šolskem centru več kot 300 mladih, pa so profesorce kasneje prišle do mene in rekli, da niso niti enega telefona videli. Kakšne imaš ambicije za prihodnost? Jaz se probam vsak dan. Lepo pozdravljeni v Mastercard podcastu Navdiha. Moj gost je Darko Đurić. Darko Đurić je izjemna osebnost, ki spreminja pogled na to, kaj je mogoče. Močno so ga oblikovale življenjske okoliščine, saj se je rodil brez leve roke in brez obeh nog. Njegov moto je, da so ovire zgolj izzivi. Darko je paraolimpijec, 2-kratni svetovni in evropski prvak v plavanju ter nosilec 4 svetovnih rekordov. Več kot 40krat je nastopil v finalu največjih tekmovanj na svetu. Danes je motivacijski govornik in navdihuje svojo življenjsko zgodbo, ki jo bo danes delil z nami. Darko, zdravo. Živijo, živijo. Ko sva se malo prej srečala, si mi povedal, da si prišel s plavanja. Je to tvoj običajen dnevni ciklus? Žal ne še. Po dolgih letih spet lotil malo nazaj plavanja. Poskušal sem druge športe, ampak kar se aerobike tiče, se pravi malo neke kondicije, sigurno plavanje zame najbolj primeren šport. Tako sem malo požrl svoj ego, pa skočil nazaj v bazen in zgrožen ugotovil, da v teh 5 letih, kar nisem plaval, da se je bazen podaljšal vsaj za 2-krat. Ampak je lep občutek. Športno se redno ukvarjaš? Ja, vmes sem majčken pavze imel, no, ker v vseh treningih, ki sem jih naredil, sem se mogoče malo prenajedel vsega, ampak za zdravje sigurno treba poskrbeti, tako da sem se spet nazaj lotil malo več gibanja. Ti si bil šampion v plavanju, ampak je tudi to tvoj najljubši šport ali imaš še kakšnega tako za rekreacijo, ki ti je ljubši? Sigurno sem z veseljem igral sedečo odbojko. Kot otrok seveda nogomet, ping-pong, ampak odbojka mogoče mi je bila še najbližje. Ampak tudi, ko sem vedno nazaj gledal svojo kariero, karkoli, sem ugotovil, da ga ni bilo športa, ki bi ga raje delal kot plavanje, kljub temu, da je bil mogoče najbolj zahteven od vseh. Ampak kaj od mene ven potegnil, se mi zdi, da plavanje je šport, ki mi je bil res namenjen, da sem ga delal in v njem uspel. Zdaj mi se pogovarjava, kot da si se rodil kot običajen otrok. In vendar se nisi. Rad bi, da z nami deliš malo tvojo življenjsko zgodbo. Jaz sem jo večkrat videl, slišal, s tabo sem se pogovarjala. Zdi se mi, da je zelo močno oblikovala to, kar si danes in ta navdihujoča in res izjemna osebnost. Kako se je vse skupaj začelo? Kako si ti videl vse skupaj, to tvoje otroštvo in mladost in kako si to doživljal? Imam na svoje otroštvo zelo lepe spomine, ampak je to, da sem bil v rejništvu in to sem vedno vedel, da sem bil otrok z invalidnostjo, nekako drugačen, sem to tudi vedno čutil. Nisem pa čutil v nekem negativnem smislu. Namreč, glede na okoliščino, v katere sem se rodil, so me potem dali v rejništvo, nikoli nisem šel v svoji matični družini. Prvi 2 leti življenja sem preživel po raznih domovih, najprej 1 leto v Mariboru, potem 1 leto v Ljubljani na Soči, inštitutu Soča. Potem pri 2 letih sem pa prišel v Podbrezje k rejniški družini k Debeljakovim in tudi jim zdaj rečem pač moja družina. Tako da tista prva leta, ki se jih ne spomnim, seveda sem malo okoli vandral. Moji prvi spomini so pa že vezani na Podbrezje oziroma na... In kakšni so ti spomini? Kdaj, v kateri čas sežejo nazaj? Mogoče prvi spomini so, 1-2 sta zelo boleča. No. En prvih je, ko so mi ločili te zadnje 3 prste, ki so imel v bistvu vse zraščene, ampak so me potem z operacijo ločili.
In se spomnim, da Koliko si bil star takrat? Nekje 3 do 4 leta, mislim, da. Tega se spomniš? Ja, to je tako zelo živ spomin. Tam v bolnici so mi potem odvili roko in je bila vsa krvava, in jaz sem tam jokal kot najhujša krivica, se mi je zgodilo, oziroma bolečina. Spomnim se, da so me probali nekako umiriti, ampak ni šlo, ker je pač ogromno bilo tiste krvi. Tako da to je bil en mojih prvih spominov. Drugi je malo bolj zabaven, pa danes se mu smejem. Pri nas je bilo tisto miklavževanje in z miklavžem vedno pridejo parkeljni. Jaz ne vem, jaz sem se tistih parkeljnov toliko bal, da vem, da me je ati držal v naročju in sem tam jokal na vse pretege, tako da so parkeljni ta prvi popignili. Tako da to sta moja dva neka spomina. Eden je pa še, pa ne vem, ali je sploh resničen ali ni. Se mi pa zdi, da me je nekdo držal na naročju in da smo se skrivali v zaklonišču, ker ravno takrat je bila tista vojna za Slovenijo in zdaj ne vem, ali je to res ali ni, ali sem bil v Ljubljani ali že v Podbrezjah. Doma so rekli, da se tega ne spomnijo, tako da možno, da je mogoče zaradi kakšnih prebranih knjig in tega ta spomin nastal. Drugače imam pa druge spomine na otroštvo, pa mladost, pa zelo lepe. No. Starša sta nam veliko dala. Ta rejniška družina je bila tvoja res, družina, kot si rekel. Tako je. Ja. Ljubeča družina. To je bila kmečka družina, kmetijo so imeli, 4 svoje otroke, ko so mene vzeli. Najmlajša Mojca je 4 mesece starejša od mene, najstarejši Marko 5 let, tako da smo bili relativno skupaj. Kar se sicer zelo veliko pozna v puberteti, ko si zelo starostno, narazen pa zdaj v odrasli dobi smo pa vsi isto stari. In spomnim se, da so nam kot otrokom seveda po nedeljski maši ponavadi brali knjige v dnevni sobi. Smo to spominja, kako smo vsi tam mirno sedeli in poslušali tiste zgodbe o Vinetuju, pa 5 prijateljev in tako naprej, ki jih je ati bral. Mami vedno poveda, da vsi so tam na miru sedeli, edin jaz ne, tako da nisem imel nekega mirnega duha in že lahko povem, da čist v mojem prvem izvidu, ki sem ga dobil oziroma bral, da sem izjemno bister, da zelo dobro spremljam okolico, vse dojemam, kaj se dogaja okoli mene, ampak imam izjemno hude motnje pozornosti, tako da zelo težko sem na miru. Tako da očitno je bilo to čist res. Kdaj si se kot otrok zavedal, da si drugačen, recimo, in kako si to sprejel? Mislim, da sem vedno vedel, nisem nekega trenutka doživel, da bi zdaj rekel, jaz sem pa drugačen, ampak se pa spomnim, da enkrat, ko sem bil še majhen, 8-9 let star, sem telefon zazvonil, tisti hišni telefon, pa se jaz oglasim, ja, pozdravljeni, in ena gospa na drugi strani, je to tam pri Debeljakovih, a imate še zmer unga invalida na kruhu, Takrat sem jaz pač rekel, to sem jaz mogoče, na kruhu, takrat se mi taka kruta besedna zveza zdela, ampak ker jaz nikoli tega rejništva nisem dojemal kot nekih hudega, tudi tega, da recimo sem bil zapuščen ali pa nisem dojemal kot neke zapustitve, ampak sem dojemal kot to, da se pač to meni zgodilo, da sem potem prišel v družino, ki mi je dejansko dala vse. Se pravi, si se kdaj vprašal, zakaj so se za to odločili? Sem jih vprašal. Mami mi je večkrat povedala, da je nekako že v življenju čutila, da mora nekaj narediti dobrega. Je imela ta klic ali poslanstvo in potem, ko so pač v nekem časopisu ali nekaj videli in oglasene, da iščem družino, sta potem rekla, da mogoče je pa to, da mogoče mi res da ta dom. Namreč to je res, jaz še vedno, tudi ko govorim na predavanjih to zgodbo, se meni zdi noro, kako da na kmetijo 4 svoje otroke vzeti otroka, za katerega pač veš, da boš rabil več časa, več pozornosti namenjati. Si ima ti vračal potem to ljubezen nazaj, tako kot sta si zaslužila? Kot mulj sigurno ne. Sigurno sem bil tudi jaz tak upornik, ampak se mi pa zdi, da se trudim povedati, pa pokazati, da sem hvaležen za to, kaj sta naredila zame. Mislim, da to res ni vsakdanje. Absolutno. In tudi želim spodbuditi druge ljudi, da se odločijo dati ljudem okoli sebe priložnost, kar sta jo ona dva meni dala. Zdaj,
Kdaj si v življenju videl, da ta klic, ne, da ni ovir, da so izzivi? A se mogoče spomniš nazaj, je bil kakšen moment, kakšen navdih, kakšen trenutek, ko si rekel, zdaj moram narediti nekaj posebnega, nekaj drugačnega, nekaj nadpovprečnega? Ker to, da si tak šampion športni, to absolutno ni običajno in povprečno. Ne? Jaz sem bil kot otrok zelo željan dokazovanja. To verjetno tudi nek manjko v ljubezni v prvih letih to malo naredi, da neko hiperkompenzacijo rabiš na koncu. In vse, kar so drugi delali, sem tudi jaz hotel delati. To pa nisem si hotel priznati, da nimam mnoga. Če so drugi nogomet igrali, sem ga tudi jaz hotel igrati. Če so na drevo splezali, sem tudi jaz hotel na drevo splezati in tako naprej. In na srečo se je pojavil v mojem življenju šport. Na začetku odbojka. To je bilo kdaj? Pri katerih letih? 2005, se pravi, bil sem star 16 let, ko sem bil povabljen na trening mladinske reprezentance v sedeči odbojki. In to je bilo meni noro. Jaz sem tam prišel na trening reprezentance. Imel sem sošolce, ki so bili športniki in sem vedel, kako težko je priti do reprezentance. Jaz sem pa kar šel na trening reprezentance. In takrat je z nami igral tudi Tine Urnaut. Namreč v ekipi smo lahko imeli enega neinvalida. In na mladinskem svetovnem prvenstvu 2005, na katerem sem tudi zaigral, smo seveda zaigrali. In je bil tudi Tine v naši ekipi. Jaz nazaj, ko gledam, je bil verjetno skoraj edini, ki je znal dobro žogo odbiti. Ampak je bil pa to moj prvi stik s športom invalidov, da sem videl, da dejansko lahko kot oseba z invalidnostjo se lahko športom ukvarjaš. Mi smo takrat v Kamniku igrali proti Brazilcem, Irancem, mislim, so bili še Poljaki, Nemci, Bosanci in vsi so bili športniki, vsi so trenirali, nekateri tudi profesionalci. In seveda sem imel ambicijo, da bom tudi jaz nekega dne uspešen odbojkaš. Ampak mi je pa manjkala ena roka, kakorkoli sem bil bojevit, pa željan dokazovanja, z eno roko siguren nisem mogel biti konkurenčen, tudi nisem prav zelo visok in spomnim se takrat na svetovnem prvenstvu, sem enkrat prišel na blok in proti meni je na sprotni strani sedel in Brazilski bil 2,10 metra visok. In jaz sem z roko čez mrežo prišel komi s prsti, ko je s komolci bil čez, pa še malo se je sklonil, da ni bila glava čez mrežo in je pol tisto žogo dol zabil kot šus, da nisem niti spremljal s pogledom tiste žoge. Pa me je selektor ven potegnil pa nadrl in rekel, sem te za to igro dal, da boš ti žogo gledal, kako na tla pade. Ja, nisem mogel, rekel, kaj nisi mogel, žogo se moraš vedno boriti. Tako takrat mi je dal vedeti, da ne glede na manjko, ki ga imaš, se moraš do konca boriti. To je pomenilo, da ni šlo samo zato, da se ti nisi hotel obnašati drugače, ker si bil drugačen, ampak da se tudi drugi do tebe niso obnašali drugače. So bili enako zahtevni kot do vseh drugih. Ja, jaz mislim, da tisti ljudje, ki so mi največ v življenju dali, starša, razni trenerji, vsi ljudje, ki so na mojo pot prišli, so od mene zahtevali isto kot od drugih in to mislim, da je to prav. Da je to prav, ja. Da ni dobenega pokroviteljstva, da ni ničesar, kar bi ti dalo vedeti, da ti je karkoli privarčevano. Se moraš dokazati, kot si drugi. Mislim, da invalidi se, ali pa osebe z invalidnostjo, ne vem, kako je prav, se večkrat znajdemo v nekem pričakovanju, da je okolica nam dolžna nekaj dajati. Se to zgodi, da ti nekdo dolžen ponuditi pomoč, pomagati, karkoli. Ampak dejansko ljudje ne vejo, kaj ti rabiš in kaj ne rabiš. In če ne poveš, kaj rabiš, noben ne bo vedel. In zato, dostikrat, ko pride do nekega razočaranja, slabe volje, se pa zaveš, da moraš sam povedati, če kaj rabiš. In tisti ljudje, ki te vzpodbujajo, da si boljši, ne samo ali človek ali fizično, kakorkoli, da od tebe zahtevajo, mogoče malo čez mejo, kar sam zmoreš. Se bo vrnila k odbojki in potem prestopil v plavanje, ampak ostanva zdaj pri tej temi, ki si odprl. Se ti zdi, da recimo tako sodobna družba 21. stoletja se je znala soočiti s tem, da smo ljudje različni in tako naprej in da imamo vsi nek svoj življenjski stil in neke pravice in dolžnosti. Se ti zdi, da smo v tem smislu sodobna, moderna družba ali živimo še vedno v nekih predsodkih in nekaterih stereotipih, ki ne sodijo v to stoletje?
A sem prav vprašal, ne vem, če sem prav vprašal. Ja, mislim, da zelo dobro vprašanje, no, ker veliko se govori o sprejemanju drugačnosti. Mogoče včasih, če sem malo predrzen, celo o siljevanju sprejemanju drugačnosti. To je ta politična korektnost, Tako, ki je moteča, pokroviteljska. Ja, pokroviteljsko, ravno prej sem rekel, ne vem, kakšen je pravilen izraz. Mene dostikrat vprašajo, ja, kako naj vam rečemo, ste invalid, oseba z invalidnostjo, z omejitvijo, hendikepiran, pa ponovadi odgovorim, ker Darko bo čisto v redu, to mi zadostuje. Ker na koncu smo vsi ljudje, ne glede na barvo kože, veroizpoved, spolno usmerjenost, smo vsi ljudje. In jaz sem po svetu hodil, pa sem bil tudi v Aziji, v Turčiji, pa so druge veroizpovedi, povsem drugačne kulture. Mene so isto kot človeka tam sprejeli in me gostili kot normalnega človeka. In se z ljudmi pogovarjaš. In jaz mislim, da je prav, da ljudem daš vedeti, da so ljudje. A je to išlo tudi iz te ljubeče vzgoje tvojih staršev, ker so te jemali takega kot vse ostale otroke v družini? Sigurno mi je pomagalo, da sem se lahko sprejel tega, kot sem. Da mi niso dajali vsak dan vedeti, da sem drugačen. In da so me naučili, da se borim sam zase, se pravi za svojo samostojnost. In to so ene vrednote, ki so mi jih res dali. In kot si rekel, šport ti je omogočil, da si se tudi dokazoval, ne? Še bolj kot sicer. Ostala sva pri odbojki, potem si gledal na okrog, kaj bi še in se odločil za? Nisem se ravno odločil za plavanje. Mene so že iz leta 2005 povabili na državno prvenstvo v plavanju za invalide, ki ga je takrat gostilo Velenje. Sem odplaval 50 metrov prosto z nekim solidnim časom in takrat mislim, da se je že oglasil tudi dr. Boro Štrumbelj, ki je bil selektor. Moj prijatelj. Tako, ja. In je rekel, da ne jaz mogoče začnem trenirati plavanje. Jaz sem takrat v sebi videl kot nekega zvezdnika odbojke čez par leta, in da bom hodil po svetu, mogoče v tujini igral za kakšen klub. Pa sem rekel, ploščico v bazenu naj nekdo drug šteje. Pa sem pač videl, da dejansko jaz neke priložnosti v odbojki ne bom dobil, da za eno roko bom res težko konkurenčen, da na nekih tekmah ne bom dobil priložnosti. Sem potem res leta 2007 začel trenirati plavanje v Radovljici. To je res noro, ne? Ti si gotovo, da se z eno roko ne da igrati odbojke, si pa gotovo, da se da z eno roko plavati, ali kaj? In to metuljčka, ali kaj? Delfina? Vse, ja. Meni so rekli, to se mi zdi res noro, da ne bom nikoli plaval. Meni je nek trener napovedal, da z eno roko ni mogoče plavati. In kot otrok sem seveda s tistim šlaufom, vedno hodil v vodo. Jaz sem parkrat pobegnil, pa šel v vodo in so me pol celo reševali, ampak mene je bila voda vedno všeč. Rad sem skakal not, se igral, ampak mi šlo na živce, sem lahko samo v nizki vodi. Pa sem pa leta 2000 skakal v bazen in spremljevalec, ki je bil takrat moj asistent, me je vedno ujel, dal iz bazena ven. Se je bilo to na plaži, in on je malo za puncami gledal in jaz sem skočil v vodo in gotovo so punce dosti lepše od mene, tako da na koncu sem jaz splaval, on je pa še zmeraj za puncami gledal. Malo sicer bolj poetična zgodba, ampak resno je on. Kaj hočeš reči, takrat si splaval? Sem splaval, ja. Koliko si bil star takrat? 10-11 let. Jaz sem prvič ugotovil, da lahko brez kakršnega koli pripomočka plavam. Naslednji dan sem, mislim, da bronastega delfinčka dobil, ko sem 25 metrov preplaval tam v morju, to je bilo v Pacugu, tukaj v Sloveniji. Tam sem se učil plavati, veš, z Borotom sva učila plavati v času počitnic otroke. Ja, res taka lepa plaža in se spomnim se, da je bilo fulalek, ampak sem preplaval tistih 25 metrov in sem dobil delfinčka. Pa sem že hotel začeti trenirati plavanje, pa je ena trenerka rekla, smo tam nadgradili iz tiste zgodbe, da ne moram plavati, da ne moram naravnost plavati, da za eno roko to ni mogoče. Pač nisem hotel samo na rekreacijo hoditi, jaz sem hotel tekmovati, sem malo obupal nad plavanjem. Potem v Radovljici, tukaj ima pa velike zasluge tudi gospod Ciril Globočnik, zdaj še župan Radovljice, je bil takrat glavni v klubu. In sem jaz prvič na sestanek prišel in on rekel, mi bomo tebe pripeljali na paraolimpijske igre. Pa sem rekel, super, ampak kaj pa so paraolimpijske igre, jaz nisem poznal tega.
In res smo začeli trenirati, so mi ponudili pogoje, dobil sem trenerko, progo v bazenu, termine, da sem lahko treniral. Imel sem pa izjemno srečo, da sem lahko na treningi gledal tudi Saro Isakovič. In ona, pa tista ekipa pod Mihom Potočnikom, pa je bila Anja Klinar, pa Robiš Bogar in oni so bili res cari slovenskega plavanja in jaz sem njih gledal, kako trenirajo, kako svojo medalje na največjih tekmovanjih. Ti smo svojo špuro v bazenu ali skupaj ste plavali? Ne, sosednje špore. Ja, no, že, ampak svojo špuro si imel. Tako, sem bil mal prepočasen za njih. In sem jih videl, kako trenirajo in potem tudi Sara osvojila srebro na olimpijskih igrah v Pekingu. Sem si rekel, jaz bom tudi nekega dne medaljo dobil na paraolimpijskih. In potem? Potem se je pa malo zapletel. Pa sem šel pa na prvo mednarodno tekmo in tam sem videl svojega konkurenta iz kategorije. Mi smo namreč v parašportu porazdeljeni po kategorijah in v tisti kategoriji, ki sem jaz plaval, glede na stopnjo invalidnosti, S4, je bil tudi en Francoz, David Smetanin, ki je imel 2 roki daljši kot imam jaz, to mojo desno. In na tisti tekmi je bilo v Antwerpnu v Belgiji leta 2008, me je on na 200 metrov prehitel za več kot minuto. Sem rekel, kako bom jaz medaljo osvajal, če ne moram niti blizu prijeti takim z 2 rokama. In seveda je moja motivacija malo zanihala, treningi niso bili ravno redni. Sem pa potem leta 2010 na svetovnem prvenstvu srečal konkurenta Gustava Sancheza Martineza iz Mehike. On je pa tako kot jaz, brez obeh nog in ene roke. In v tistem svetovnem prvenstvu, vseh 3 disciplinah, v katerih sem tudi jaz plaval, dobil bronasto medaljo. Se pravi 50, 100 in 200 metrov prosto. Potem je s svojim očetom, trenerjem prišel po tekmi do mene, pa je rekel, veš Darko, nekaj te morava povedati z očetom. Pa sem jaz mislil, kako me boste pohvalila, kako dobro plava. Sem bil tam 7. na finalu, sem mislil, da sem največji car. Pa je rekel, veš Darko, plavaš kako ten hlota. Kaj, kako je to mogoče? Jaz sem super plavalec. Sta rekla, nimaš kondicije, tvoja tehnika je za nič. Rekel, ti imaš potencial priti do medalje, ampak tako kot zdaj plavaš, ne boš nikoli prišel do medalje. In res sem se pol preselil v Ljubljano in sem začel delati pod direktnim vodstvom Borata Štrumbla. Jana je izvajala treninge. Je imel zate drugačne vaje, drugačen trening kot sicer? Dolžine so se malo razlikovale, manj je bilo nekih vaj možen delati. Je bil manj tečen s tabo kot je sicer? Ali je bil enako tečen? Jaz mislim, da je bil Boro zelo popustljiv trener, tako da smo imeli sicer kar nekaj kriznih sestankov, ker neki mogoče nikoli nisem se čist identificiral kot plavalec in mogoče kdaj mi je glava preveč uhajala. Ampak sem se potem, seveda sem leta 2011 dobil prvo medaljo, sem bil drugi na Evropskem prvenstvu ravno v delfinu, katerega ne bi mogel plavati. Pa so potem z Alešem Sečnikom, ki takrat že mislim, da bi v svoji kategoriji lastnik svetovnega rekorda. Ampak, oprosti, da te vprašam, to sem sicer videl, pa mogoče še kdo, ampak a lahko opišeš plavanje s temi telesnimi značilnostmi delfina? Delfina jaz pri teh letih absolutno težko odplavam. Par zamahov. Kako to narediš? Ja. Sorry, moram te tako vprašati, ampak glej. Tudi jaz nisem verjel, da ga bom kdaj plaval. Tudi Boro je rekel, da ni mogoče, da ga plavam. Potem so pa z Alešem stavila, da ga prehtim na eni tekmi v Radovljici, ker vedno sva se malo provocirala. In sem jaz tam skočil v bazen in še očala so mi dol padla. Ampak sem do tistih 50 metrov do konca sem prišel. Pa smo na lestvico gledali svetovno, katero rezultat sem odplaval in smo ugotovili, da sem mislim, da 3. rezultat na svetu imel. Boro rekel, zdaj bomo pa začeli delfina trenirati. In ja, gibanje je bilo malo drugačno, še zmeraj pa ne dosti drugačno, kot sem ga pač v kravlu. Ampak glede tega gibanja, so kakšna pravila ali imate prosto, kako bi rekel, izbiro glede gibanja pri delfinu, recimo? Ne, je kar strogo. Je strogo. Posebej na koncu, v zadnjih letih so precej zaostrili, da mora biti rame v horizontali, kar je bilo pa tudi zame, pa za veliko drugih plavalcev, smo za eno roko plavali velik problem, ker recimo, če moja desna stran je 5-krat večja od leve in
ko sem naredil za veslaj, vedno izgledal, kot da sem malo nagnjen, čeprav sem bil recimo raven in sem bil kar nekajkrat diskvalificiran na velikih tekmah potem, tako da na srečo nisem več takrat bil za medalje, tako da mi ni preveč prizadel, ampak na začetku pa ja, pač to, da naravnost prideš, tudi ko se potegneš v cilj, ko prideš, moraš biti s telesom v horizontali, ne smeš se tako na stran nagant. Tako da pravila so bila kar stroga. No. Zdaj, v tem času si tudi študiral oziroma si se izobraževal. Kako je eno vplivalo na drugo? Si imel še kakšne druge življenjske sanje, predstave, ambicije glede sebe ali so bile povezane z dokazovanjem v športu? Jaz, ko sem se vpisoval na faks, ekonomsko gimnazijo sem delal v Radovljici. Jaz sem sanjal, da bom pol nekega dne tudi trener, tako da sem se vpisal na fakulteto za šport. Takrat je Boro tudi predvsej besede zastavil, da sem se sploh lahko tja vpisal. Zakaj so bile težave pri tem? Kakšne težave so bile? Veliko je bilo praktičnih teh sprejemnih izpitov in seveda pri nas smo kdaj malo bolj papeški od papeža in je potem treba vse papirje spremeniti, pogoje. Ampak so me mirno sprejeli takrat in eno leto sem predvsej hodil na faks, potem drugo leto, ko sem ponavljal prvi letnik, nisem prav veliko več hodil, tako da sem se potem prepisal na fakulteto za poslovne vede. Vedel sem, da pač sem bolj kot ne družbosloven tip človeka, da bolj me zanimajo take stvari družboslovne. Fakulteta za šport je izrazito naravoslovne narave in včasih pohecam, da sem se tam počutil kot kakšen Anglež v New Yorku, kjer recimo sem hodil v kavbojkah pa lederci na faks, pa mi je profesor rekel, da se malo sprosti, pa pridi v trenirki. To je možno. Sem se pa prepisal na fakulteto za poslovne vede, ki sem jo kasneje tudi uspešno dokončal. Je bila zasebna, zelo so mi šli na roko z izpitnimi roki, tako da sem lahko uspešno dokončal. Ampak sigurno nisem bil toliko zagret študent, da bi zdaj rekel, da je plavanje zelo vplivalo na moj študij. O poslovnem življenju bova še nekaj rekla potem, o startupu in drugih rečeh. Kako je šlo torej zdaj v špici tvojega recimo plavanja, ko si dosegal svetovne rekorde in zasebno življenje? Kako je šlo to skupaj? So tukaj kakšne posebnosti glede na tvoje okoliščine? Je bilo vse tako, kot je običajno? Vse si podredil, osredotočil na zmage v plavanju? Ja, malo doma ni bilo, nam rekel, da ni bilo razumevanja, ampak to sem bil na kmetiji, ni bilo glih logično, da pridem, s treninga, pa grem za 2 uri spat, To je isto, kot če bi z žurke prišel, pa šel spat, tako da jim to ni bilo najbolj logično, ampak so te podpirali? So me pa zelo podpirali, to pa in tudi spomnim se, sem s prvih tekem prišel, je oče naredil neko tabelo, kamor sem si potem prva leta rekorde opisoval. So me zelo lepo sprejeli, ko sem prišel iz kakšne tekme, naredili cele sprejeme, organizirali, tako da te podpore mi nikoli ni manjkalo. Pa drugače, če hočeš biti v svetovnem vrhu, seveda je to treba vse podrediti rezultatu. Ti si bil na 40 in več vrhunskih tekmovanjih, 4 svetovne rekorde imaš, še veljajo? Mislim, da v kratkih bazenih na 50 metrov delfin še velja. V dolgih bazenih, se pravi tistega, ki sem ga plaval na paraolimpijskih igrah v Londonu, je pa lani nek Kanačan podaril, tako da mislim, da je več kot 12 let veljal. Bi lahko rekel, da ti je šport dal to, kar si od njega pričakoval, to samozavest, osebnostno izgradnjo? Jaz se iskreno od športa nisem nič pričakoval, ker nisem vedel, kaj se spuščam. Zanimiv odgovor. Mi je pa dal izjemno veliko. Ne glede na to, da plavanje je zahteven šport, da je bilo veliko nekih porazov, zaradi katerih sem se zelo obremenjeval, da sem ogromno svoje identitete postavljal ravno na plavalcu, se pravi izven plavanja, se meni zdelo, kot da nimam osebnosti in sem vse podrejal uspehom. In recimo verjel sem, da moja kariera brez paraolimpijske medalje nima vrednosti. To mi je celo nekaj ljudi okoli mene rekel, da če se iz Rija 2016 vrnem brez medalje, potem moja kariera nima vrednosti. Temu sem verjel. Sem bil tam 4.
Dvakrat, enkrat za 27 stotink, vse je se meni svet podaril. Jaz sem verjel, da nimam nobene vrednosti, da ne bom rekel, da ni vredno živeti, ampak res bazena nisem mogel videti. Ne? In tudi moja realizacija treninga takrat je bila zelo slaba. Potem sem se pa za eno leto še preselil na Nizozemsko, kjer sem eno leto treniral z njihovo reprezentanco in potem še postal evropski prvak. In v bistvu vse te izkušnje v plavanju so mi res dale ogromno. No. Predvsem ena stvar, da nikoli ne postavljaj svoje identitete na tem, kar delaš. Ampak na tem, kar si. Nihče pa ne ve, kaj je. Jaz sem vedel, da si prebrisan sogovornik. Izvoli. Ja, in ta izkušnja s 4. mesti mi je res dala, da to, da svojo identiteto postavljam na sebi kot človeku, ne na tem, kar delam. In tudi poznaj, ko sem bil recimo... Vedno si Darko v tem smislu. Trudim se biti Darko, ja. In tudi, nisi pustil, da je neka stvar premagala. Tudi, ko ljudje pridejo do mene, pa mi razlagajo tem, da sem inspiracija, želim biti Darko. Ker verjamem, da če me to odnese, ta vloga, ki jo pravljam trenutno, da me ego odnese, da se začne postavljati na druge, tega si ne želim. Želim biti Darko. Večkrat, pa ne samo zdaj, tudi zadnjič, ko sva bila v moji pisarni, se mi je zdelo, da sem te ulovil pri razmišljanju, da ničesar od nikogar ne pričakuješ. A prav razumem to tvojo mentaliteto? Od nikogar nič ne pričakuješ. Ampak od sebe pa največ, ali kaj? Mislim... To mi malo razloži. Ja, že parkrat sem razmišljal, ko so se pogovarjala, da malček odstopaš od običajnega razmišljanja. No? Ravno ta pričakovanja od ljudi ti prinesejo največ nekih razočaranj. In si bežal od tega, da bi bil razočaran? Ne, neka odgovornost, da sem sam odgovoren za svoje življenje. Ne moram pričakovati, da bojo vsi razumeli, kaj jaz rabim. Ne moram pričakovati, da bo ena punca razumela, da mi je všeč, če tega ne povem. Se pravi, moja odgovornost je, da skomuniciram z ljudmi, kaj pričakujem od njih, kaj potrebujem od njih. Ko sva že pri puncah, kako je s tem? To je ena izmed najkrajših tem v mojih intervjujih. Ampak zdaj te bom malček posilil, zato, ker sva prijatelja, se boš malo odprl, pa še kaj povedal. Ja, nisem trenutno, ni nič, ampak želja sigurno obstaja. No. Tako da... Bi se rad ustvaril družino? Tako je. Predvsem sem prišel do nekega spoznanja, da noben naslov svetovnega prvaka, nobeno trpljanje po ramah, noben aplavz ti ne prinese nekega notranjega miru, notranji mir občutiš doma, ne, ko si med bližnjimi, ko si varen, ko si umirjen. In nekako se mi zdi, da sem tudi malo umiril tisto svoje iskanje nekih potrditev v svetu in da sem mogoče malo bolj miren in pripravljen se tudi bolj umiriti. Midva se končala potem pri vendarle svetovnih rekordih, pri tem, da si prišel na Olimp, ne? Hkrati si doštudiral. Tako. In se počasi začel umikati iz športa, vsaj tekmovalnega. Mislim, umik je bil zelo hiter. Ja. Impulziven. Je bil kakšen razlog, da si se odločil, da kar nehaš? Ja, mene so... Videl sem, da z paraolimpijsko medaljo, jaz sem se pripravljal že na igre v Tokiu, imel sem tudi izpolnjene norme, tako da je bil cilj nastop na paraolimpijskih. Nekako smo delali na osebnih rekordih in pa finalnih nastopih. Videl sem, da verjetno medalja mi je pač tista zadnja priložnost šla v Riu. Sem bil pa že zelo, zelo na meji z motivacijo, no, ker nisem čutil več. Takrat si bil star koliko? Prav 30, 31. Končal si faks in začelo se je neko novo življenjsko obdobje. Tako je. In šel si v posel. Povej nam kaj več o tem, kako si šel v čist neko novo okolje, zatem s to izkušnjo tvojo iz športa in sicer iz življenja. Jaz sem pač zaključil kariero ravno v času covida. Lahko povem, da sem 13. marca, petek 13. odplaval svoj zadnji trening v karieri, ker 16. marca, ne pa tistih
kratki 14 dni zaprtja in potem je bilo 14 dni. Sem gotovo, da bazena ne pogrešam. Potem sem pač napovedal, da zaključujem kariero. In ravno po zaključku, se pravi novinarske konference, ki sem jo imel ob zaključku kariere, je prišel do mene tudi nekdanji fizioterapevt Grega in je rekel, da bi me povabil na eno kavo, pa mi predstavil neko poslovno idejo. Zdaj vemo, kako je s temi kavami pa poslovnimi idejami, da vloži 500 evrov, pa boš 1500 dobo. Ampak njegova ideja ni bila taka. Želel je postaviti eno podjetje, start-up, imel je idejo in je želel nekoga ob sebi. In takrat je rekel, dam te 3 dni časa, malo razmisel, prespi in se odloči, bo šel to zgodbo z menoj ali ne. Samo čez 2 uri napisal SMS, gremo v akcijo. Nisem vedel, kaj se spuščam, pojma nisem imel, kaj so start-upi, kaj bomo delali. Dobro, to si že vedel kot diplomiran poslovnik. Nismo se veliko o start-upih pogovarjali, ampak meni je bilo... A si imel kakšne želje takoj na začetku kariere, glede poslovnega sveta, recimo, da bi tudi tukaj neke Olimpe dosegel ali kaj takega? Sigurno, in ravno te sanje, pričakovanja, zdaj pa ustvarjaš novega unikorna, se pravi milijardno, kakšno podjetje, vse smo bili najbolj pametni na svetu. Hitro se opečeš v poslu, pa ni romantike, v poslu nisi inspiracija, tam pa številke štejejo. In videl sem, da mogoče mi to, pa tudi vodenje podjetja, mogoče mi ne ustreza, da karakterno mogoče nisem primeren in da me je bolj kot ne vse skupaj bremenil, tako da sem se z tistega podjetja pol omaknil. Bil potem še team manager v odbojki, s puncem je bil tudi v Parizu na paraolimpijskih igrah. Potem sem se pa tudi tam pač odmaknil iz športa in zdaj v bistvu samo še motivacijski nastopi. No, zadnjič, ko si bil pri meni v pisarni, sem te seznanil z mojim agentom. To je agent, ki skrbi zame v londonski agenciji za govornike in kot veš, se je potem tudi odzval na tvojo željo, da bi se pridružil nam, govornikom v londonski agenciji in izgleda, da se bo nekaj iz tega zgodilo. Ampak tudi do zdaj si, vsaj praviloma doma, že imel veliko nastopov, kot sem videl. Čez 150 sem prav razumel, da si imel... Skupno v vseh letih, kar to počnemo od leta 2011 naprej, mislim, da nekje čez 300. Se pravi, dostikrat si to življenjsko zgodbo povedal. Kaj misliš, da je recimo ali ljudi najbolj ganilo, najbolj zanimalo morda, najbolj pretreslo, najbolj navdahnilo? Kaj bi rekel? Katere stvari? Mislim, da predvsem ta želja po življenju, se pravi, da se nisem oddal v vseh situacijah, da živim aktivno življenje, da imam vedno neke nove cilje. Predvsem pa tudi ta zgodba z rejniško družino, kako so mi dali drugo priložnost in kako so me lepo sprejeli. Pa seveda tudi športni rezultati, ni glih vsaka na svetovni prvak. Ampak oba kot govornika veva, da se mi tja dobro povedati kakšno zgodbico vmes. Imaš kakšno pripravljeno tako za publiko, da jih recimo še bolj pritegneš? Vsi imamo kakšne take štose govorniki. Ti imaš kakšno tako? Ja, ena je sigurno ta, kako sem se naučil plavati, ki je res zabavna. So tudi nekatere zgodbe iz življenja, kot športnik, recimo, ko sem bil na Evropskem prvenstvu 2018, po tisti epizodi na Nizozemskem, sem pričakoval 3 medalje, smo spet pričakovanih. In tam sem recimo prvi dan bil 5, zlomil palco iz jeze, se razjezil, cel svet je bil kriv, da sem bil jaz 5, ampak sem naslednji dan na nek način sprejel to odgovornost do sebe, do svojih rezultatov in zmagal bil evropski prvak. Tako da to je ena taka zgodba o uspehu. Ti govoriš tudi mlajšim, se ti zdi, da te drugače razumejo, gledajo, opazujejo, razumejo? Mislim, da mladi imajo izjemno močan filter, kaj jim poveš, ali si iskren ali nisi. In če odplavaš v neko pretirano učenje, se pravi, da jih hočeš nekaj naučiti, sigurno oni grejo stran, se pravi, se umaknejo iz te zgodbe. Tako da mladi res zahtevajo iskrenost. Zaenkrat imam dobre izkušnje. Ravno zdaj 1. septembra sem nagovoril v enem šolskem centru več kot 300 mladih
pa so profesorice kasneje prišle do mene in rekle, da niso niti enega telefona videli. Tako da, da je to dokaz danes. Da načeloma, da so poslušali. Kakšne imaš ambicije za prihodnost? Če se bo zdaj v londonski agenciji posrečilo, da postaneš tak reden govornik, je to seveda čudovit posel. No, moram reči, jaz to zelo rad delam, zelo lepo. Težko je sicer samo od tega živeti, ker je to nepredvidljiv posel, ni težko rečeš, kolikokrat boš imel koliko obveznosti, je pa krasen posel in tudi se seveda dobro zasluži. Ampak kaj imaš poleg tega še v mislih? Kakšno bo tvoje življenje? Ja, predvsem nek mir si zagotovite. Zdaj sem prvič tudi tako, da sem kupil stanovanje, se res nekje ustalil, da imam neko gnezdo, ki prej sem vedno ali se selil ali vedno nekaj iskal. Kar se pa posla tiče, pa siguran s temi nastopi narediti eno uspešno zgodbo. Potencijala je siguran veliko, povpraševanja tudi zaenkrat kar nekaj. Želim se vsaj v tem primeru razvijati kot govornik, da dam tisto, kar ljudje potrebujejo. Zdaj v jeseni prihaja tudi knjiga, tako da kar nekaj projektov, mogoče še kakšno lastno bolj odprto predstavo. Kakšna skrivnost glede knjige? Lahko poveš kaj več o njej? Ja. Boš kaj noter povedal, kar sicer ne vemo? Siguran so neke stvari, priznam v knjigi, da sem bil kdaj tudi zaljubljen, no. In tudi razočaran. Tako da, zakaj bi pa bil glede tega kaj posebnega? Šalo na stran. So določene stvari, ki siguran sem vedno mogoče malo bežal od njih. Tudi kot govornik lahko pač pelješ govor v smeri, kjer želiš. Pri knjigi pa urednica, ki želi mogoče kaj več. Kakšne stvari mogoče so bile boleče zame, tudi ta zapuščenost, v kateri mogoče to nikoli nisem na koncu vprašal. Zdaj, ko končujejo pogovor, dajeva nek, po mojem, vendarle napačen vtis, da je šlo tvoje življenje tako vedno navzgor in vedno na bolje in brez problemov. To ni res, ne. Nikogar še ne gre tako, pa tudi tvoje ni šlo. Kakšen boleč trenutek je le bil, ne. Če bi mogel enega izpostaviti, da se ti je tako usidral v zavest kot neka prelomnica, ki te je oblikovala, je bila pa boleča izkušnja, recimo. Sigurno 4. mesto na paraolimpijskih igrah, ampak ne govorim samo o športu. To se mi zdi tako noro, da to reče. Ja, ker tisto sem jaz res gledal kot najhujši konec sveta. Tudi nekateri razhodi s punco so bili, čeprav tega mogoče nisem ravno pokazal, ampak se ti nek svet sesuje, če imaš neka pričakovanja v prihodnosti, si neke cilje postavljaš, pa se potem to vse podere, ni enostavno. Tako da, ampak spet tukaj nisem nič drugačen kot vsi ljudje. Zakaj bi bil ti bolj srečen kot vsi ostali? No, sej moram povedati, da jaz tem, kar delam, zelo trpim, ne hitro. Ampak, no, na koncu, si srečen. Recimo, vem, da je to najbolj nehvaležno vprašanje, ne? Kaj bi rekel zase? Vsi ne vem, kaj bi jaz rekel zase. Jaz bi rekel, da sem, no. Jaz bi rekel, da bi tvegal to oceno, da sem srečen. Ti? Jaz se probam vsak dan, ali pa kadar mal me začne spet kakšna nehvaležnost pa pričakovanja preplavljati, se probam zavedati, kaj se v življenju imam. In pač ne glede na to, da sem se rodil brez nog in roke, pa da so se mi odpovedali, ali pa kakor temu rečemo, sem dobil nove priložnosti, sem imel možnost se udejstvovati v športu, uspet in ogromno ljudi okoli mene, ki me podpirajo na tej poti. Konec koncev se mi tudi ti priložnost ponudil, me predstavil agentu in danes, ko delam stvari, v katerih se res dobro počutim, te priložnosti kar padajo, nam rekel, da z neba, ampak ljudje se pojavijo, ki ti res dajo priložnost. In jaz sem res vesel in hvaležen, da lahko živim eno življenje, ki je kvalitetno. Materialno sem preskrbljen, ogromno zanimivih ljudi poznam in imam tudi čas, da delam na sebi, da se družim s prijatelji in da še enkrat spoznavam zanimive ljudi, hodim po različnih podjetjih, šolah in ne vem, če bi se lahko želel še več. Darko, jaz mislim, da je bil to tak pogovor nekaj posebnega. Sem ti hvaležen zanj.
Jaz upam, da bo tudi kdo, ki misli, da je vsega konc in da je vse nemogoče, mogoče videl v tem pogovoru, da je vse mogoče, če se tako človek odloči. Sem vesel, da sva imela to priložnost, želim vse dobro in upam, da bova skupaj delala za londonsko agencijo in uživala v tem. Hvala tudi tebi za povabilo. Srečno. Mi pa se vidimo v naslednji epizodi podcasta Navdiha. Do tedaj srečno.